Vabimo še enega moškega, izvolite, gospod Peter Novoselec iz Upravne akademije, Ministrstvo ta 4. za javno upravo. Tako. Ja, nisem. Bom kar vprašal, a pa veste, s čim se ukvarja Upravna akademija? Ok. Pa bo samo 2 minute. Hecam se. Torej, ja, Peter Novoselec sem, prihajam iz Upravne akademije. Torej, enega zelo majhnega organa v resnici, ki smo pa zelo veliki. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo zelo veliko ciljno publiko. Skoraj 200.000 naših ciljne publike je. Zdaj, predvidevam, da tudi kdo od vas bil že pri nas. Torej, kaj počnemo v resnici, ne? Ukvarjamo se z zelo lepimi stvarmi, se pravi, izvajamo, usposabljamo, predno jih izvajamo, jih razvijamo, ne? S tem se jaz ukvarjam drugače. Izvajamo tudi strokovne izpite, torej preverjamo znanje. In za koga? Za javne uslužbence. Ne? Tako. Tako da, to je to. Ja, zakaj to počnemo, a ne? Eno je to, da zelo veliko o nas piše v zakonu. Ja, prav, to. Zelo veliko piše o nas v zakonu, zaradi tega, ker obstajajo neka usposabljanja, ki so kar obvezna, ne? Pa na tiste ni nujno, da smo, ja, na tiste ni nujno, da smo zelo močno navezani, zaradi tega, ker jih zakon predpisuje, a ne, to govorimo o imenovanju v naziv. Ok, grem kar naprej. Pa potem obstajajo še kakšne priprave na zakone, ampak pa obstajajo stvari, ki jih pa res zelo dobro delamo, ne. Se tudi tu ne zelo dobro delamo, ne. Pa so pa stvari, ne, ki imamo v bistvu program za vodilne, vsi ga že poznate seveda, pa za kadrovske službe, pa za starejše. En program, ki ga bom pa jaz v bistvu predstavil, je pa tak ful zanimiv, a ne, ker je pa v bistvu se kar navezujem na kolegico iz sorodnega ministrstva sedaj, pa v bistvu je to bilo skorajda eno in isto ministrstvo. Pa da jaz zaključim, je tako, kot smo začeli, pa da se ukvarjamo z digitalno pismenostjo, a ne. Zdaj sam še povem, kako to počnemo, ampak saj to itak veste, da usposabljamo v živo, v nadaljavo, pa tako, da smo še moderni, pa delamo tudi zelo velike dogodke, a ne, tako vam kar povem, kar po kakšnih 400 naenkrat, a ne, zaradi tega, ker seveda interaktivnost ni lih največja takrat, ampak v resnici obstajajo trenutki, ko je treba dejansko zelo veliko ljudem povedati zelo veliko. Pa še ena zelo zanimiva stvar je tukaj, s tem se tudi jaz ukvarjam, pa moje kolegice. Pripravljamo tudi odprta gradiva. To je ful dobro se sliši. V resnici, ja, poleg tega, da so odprta, se pravi, da so na voljo vsem, je tudi to, da želimo v bistvu čim dalj počas povečati obdobje ali pa naš stik, ali pa vaš stik z nami. A ne? Ko pridete k nam, v bistvu pridete za 4 ure in nam je to premalo, pač popijete vodo in greste. No, z gradivi je pa v bistvu tako, da smo pa v trajnejšem odnosu. Se vem, da se sliši tako, ampak se razumete, kaj sem hotel povedati. Ok, zdaj pa ta digitalna pismenost, na katero smo v bistvu ful zadovoljni ali pa ponosni, zaradi tega, ker smo razvili leta 2019 en ful carski projekt oziroma program. In sicer smo rekli tako, ne, do leta 2019 so na Upravni akademiji izvajali vsa računalniška opismenjevanja v obliki tečajev. Word 2010. Excel, ne, tako. Vem, da se sliši zelo tako, ne, ampak v bistvu boste videli, v katero smer grem. Se pravi, če kar poenostavim, tudi ko je imel človek 10 takih certifikatov, mogoče je kdo imel celo 20 takih certifikatov, se je izkazalo, da je v bistvu v resnici v tistem obdobju digitalno nepismen. Tukaj je bilo danes zelo lepo izrečeno, digitalna izključenost. S tako strategijo naprej, ne, s pridobivanjem certifikatov, bi verjetno zelo veliko certifikatov imeli, ampak bi imeli pa tudi zelo veliko ljudi, ki bi bili digitalno izključeni. Visoko izobraženi, morda celo še kaj več, ki bi bili dejansko na robu, ne, družbe, zato ker tukaj je bilo
idealno povedano, se pravi, ne znaš niti izpolniti formularja, ker ne veš vsebine, o čem je sploh govora. Ne? Danes bom povedal tudi še par drugih stvari. Odločevalci v državni upravi ali pa na ministrstvu ne vejo, recimo, hipotetično ne vejo, ne? Morda obstaja kdo, ki ne ve. Kaj je pametno mesto? Ampak to so odločevalci. Ne? No, zdaj bom povedal tako na hitro, zaradi tega, ker itak. Torej, vzeli smo en zelo zanimiv framework, ne, okvir. Dick Comp se mu je reklo takrat 2.1. Ta se stoji iz 21 kompetenc, ki so razdeljene v 5 področji in mi smo to razrezali in smo rekli, dajmo to narediti za javne uslužbence. In smo naredili eno ful dobro horizontalno usposabljanje, ki je bilo dvodnevno in ljudje so kar planili na ta usposabljanja. In pa smo rekli, dajmo pa še na ta usposabljanja napeti druga usposabljanja, vertikalna, ki bojo posamezne učne cilje še dodatno razdeljevali. In postala je to uspešnica. No, pa je prišla, pa vidimo tukaj, da je nekaj bilo vmes, tista puščica je v resnici COVID, sam se nisem upal napisati. No, vmes se je še nekaj drugega zgodilo, dobili smo še neko možnost pridobiti denar, temu se reče načrt za okrevanje in odpornost, ki je tudi neposredno povezan s COVID-om. No, in pa smo rekli od 2023 do 2026 bomo se pa mi lotili to zadevo, tako kot se moramo lotiti. Daj, če se v bistvu osredotočamo samo na osnovno digitalno pismenost, bomo sicer digitalno opismenjeni, ampak prav nekega preboja, tako kot si cela Slovenija želi, pa verjetno vsem z samo poznavanjem osnov podatkov, pa sodelovanja, pa komuniciranja ne bo šlo. Ne? Torej, smo razvili, in to je projekt, na katerem zdaj delamo programe v resnici to, ko vidite, v bistvu sem dal kar več slikic, to je že zato, da zgleda, da smo boljši, kot smo bili prej, ampak v resnici smo pa tako naredili, ja, to je itak, sem pobral kar ene fotke, ne, hecam se, te 3 okvirje, po teh 3 okvirjih smo v resnici naredili en super dober program, razvili smo približno 50 usposabljanj za digitalno pismenost. No, tole sem vam zdaj vmes povedal, pa bom kar preskočil, ker sem dolg. No, o tem ne govorim. Se bom vrnil pa tle nazaj. Se pravi, to je temelj vsega, ne, in o tem bi lahko govoril teh 10 minut. Torej, namesto osnovnih digitalnih veščin ali pa to, kar je tole tukaj, ne, je tisto leto 2019, ko sem vam rekel. Ne. No, tele 4 plasti so pa popolnoma nove in tukaj razmišljamo o tem, da bomo naredili na državni ravni preboj. Ne. Se pravi, uporabniške digitalne veščine so tiste, ki bodo dejansko omogočale v bistvu boljšo kvaliteto našega dela, ker sem jaz tudi javni državni službenec, v službi tistega, za katerega smo, in to je v bistvu državljan. Ne. Ampak potem zdaj, če dobro razmišljamo, ne, vpeljujemo neke digitalne veščine, ja, brez socialno-emocionalnih veščin ne bo šlo, ne. Analitike, vizije in podobno, to je tisto mehki del veščin, ki se zelo rado, vi ste govorili, ki se zelo rado v bistvu pozabi, ne. In potlej to, kar ste pa vi povedali, sta pa ključna, tudi, mislim, ključna, seveda za razvoj ponovno, profesionalne digitalne veščine, plani na nivoju Evropske unije, ni samo na nivoju Slovenije, so ogromni. Torej, želimo zaposliti 10% IT strokovnjakov, ne, vseh. Ja, ne, kako bomo s tistimi, ki so zdaj v državni upravi, pa imajo primanjkljaj. Ja, seveda, moramo jih dejansko usposobiti in omogočiti. In potem seveda tole vodstvene digitalne veščine, ki so pa itak izziv že sam po sebi, zaradi tega, ker včasih dobiš vprašanje, zakaj bi jaz kot vodja ali pa jaz kot direktor mogel to sploh poznati. Ja, seveda, ja, ker boš tudi ti v bistvu v nekem razkolu proti vsemu drugemu in sploh ne boš poznal biznisa. Ne? Zdaj me boste pa vprašali, zakaj smo naredili piramido, ne? A je to spodnji najpomembnejši, a bi mogel kako drugače narediti. Želim si, da bi bilo
tale lik v bistvu vse manjši, ampak ne narobe razumeti, da bi v bistvu ljudje že prišli k nam ali pa v državno upravo z zelo močnim temeljem tega, a ne? Da bi se osredotočili na ta del. Seveda, tudi zgornji del bi mogel biti še malo večji. Tako da številke, ki sem vam jih prej kazal, so čisto nore, ne? Pač pričakujemo narediti tako, optimistične so, ampak nam nekako ratuje. 40,000 udeležb želimo doseči do leta 2026. Še enkrat, ne, jaz sem tam pregovoril o nekih velikih dogodkih. Vsi vemo, ko se ukvarjamo z usposabljanjem, da v resnici samo aktivno delo v resnici ustvarja neko novo znanje. Torej, majhne skupine, delavnice, 15-20 ljudi, sploh pri delu z neko tehnologijo in sploh recimo pri teh osnovnih usposabljanjih, kjer v resnici imamo dejansko visoko izobražene ljudi, pa se v resnici imajo velike težave čist z osnovnimi. Še par stvari povem, kar je pomembno pri vsej zadevi je to, da v resnici s tem programom dejansko širimo ciljno publiko in smo razširili, se pravi, dobili smo toliko veliko denarja, da si lahko privoščimo od naša usposabljanja v bistvu razširiti na cel ali pa na širši javni sektor, kar je dobro. Drugo je pa to, torej seveda naša usposabljanja so za naše končne uporabnike brezplačna. Pa če imam še minutko, imam še? Super. Evo, takole. Da ne boste mislili, da delamo samo digitalno pismenost, sem dal še en slajd za nekaj drugega, ampak v bistvu ne, ful veliko delamo, tako da ne boste mislili. Torej pripravljamo zdaj v tem trenutku še v okviru nove finančne perspektive, se pravi v okviru kohezije, pripravljamo nadaljevanje, tudi tisti, ki ste že bili pri nas, pa če ste bili na kakšnem brezplačnem dogodku, denar je šel iz prejšnje perspektive, iz projekta usposabljanje UZ. V glavnem zdaj bo pa to, bomo nadaljevali v vseživljenjskem usposabljanju javnih uslužbencev za kompetence prihodnosti. Tukaj sem napisal tako, pa se tako čuti se kot nek političen govor, pa sem pa vse napisal, da je to iz OECD-ja, ki je. Torej, želimo v bistvu v glavnem, kar je to, ne, želimo razvijati kreativnost, želimo kritičnost, se pravi tiste stvari, ki dejansko včasih manjka v tistem, in kar nas nekateri celo, za kar nas nekateri v javni službi morda celo imajo. Zopet bomo tukaj imeli širšo ciljno publiko, brez kotizacije in tukaj se neposredno navezujemo še to na strategijo digitalne javne uprave, na strategijo razvoja Slovenije, v bistvu na vse strategije, no. Mi smo itak vse posod zraven, tako da to je to. Bom končal. Hvala lepa, gospod Peter, za ta prispevek. Zdaj, mi smo točno na točki, ko bi se moral začeti odmor, ampak bom tvegala, pa vas bom vse, ki ste zdaj v tem programskem sklopu nastopili, povabila tukaj sem. Prosim. Za eno skupinsko fotografijo, skupinski aplavz in neki čist. Tako, ja. Prosim. Projektor se vidi, se pravi tukaj sem, k orhidejam. Prosim, k orhidejam. Ne še, kmalu. Najlepša hvala v imenu vseh nas. Zdaj pa vi ste omenili interakcijo. A je kakšno vprašanje, kakšna pripomba, strašno kratka, ker za toliko imamo časa, na katerokoli od vsebin, vse so bile zelo zanimive. Meni se zdi pomembno, da govorimo drug drugemu, ne samo v krogu prepričanih in mislim, da nam je to uspelo danes, da smo se različni znašli na isti točki in
je to krasno izhodišče za naprej, v okviru Evropskega leta spretnosti, seveda. Nič vprašanj, velika želja po odmoru, tako da 13:45 nazaj, prosim.